Z odlično novico nas je pred dnevi presenetil zdravstveni minister Šabeder. Razkril je namreč, da čakalne dobe v zdravstvu sploh niso tako slabe, kot vsi mislijo, ampak so neznane. Se pravi, da naše čakalne dobe delujejo po principu kitajskih spletnih trgovin. Če piše, da je pričakovani datum 15. junij, boste storitev res prejeli 15. junija. Ampak prihodnje leto. Ker so podatki o čakalnih dobah zaradi napak v sistemu nezanesljivi, je minister Šabeder zahteval, da na svojo mizo dobi poročilo o trenutnem stanju. Teden dni kasneje je na ministrovi mizi še eno poročilo, spet z drugimi podatki. Pred nekaj dnevi za piko na i pa še tretja različica za čakalne dobe. Tako da imamo pravzaprav danes zelo odkrito in pošteno rečeno, ne vemo, kje smo. Kot kaže, so čakalne dobe v slovenskem zdravstvu podobne ceni bitcoina. En teden je malo več, drug teden je malo manj. Vemo samo, da splošno rastejo. Ker pa tako poročilo ministra Šabedra ni zadovoljilo, je zdaj zahteval prav posebno preiskavo. Šabeder zahteva forenzično revizijo vseh podatkov o čakalnih dobah, ker se ti nerazumno spreminjajo in so nepopolni. V zdravstvu bomo imeli forenzično revizijo, oziroma z drugimi besedami k nam prihaja CSI zdravstvo. Jaz sem gledal vse te serije, jaz točno vem, kot deluje. Dajmo pogledati sliko čakalnih dob. Približaj. Še približaj. Zdaj pa izostri. Pa imamo. Čakalne dobe so mogoče dolge, ampak dolge so tudi noči. To je to za ta denar. Odlično novico pa imamo tudi za vse ljubitele železnic. Državi je namreč uspelo pridobiti interesenta, ki bi nam dal posojilo za gradnjo drugega tira. In to ne le enega. Posojilo ponuja namreč kar 15 komercialnih bank. Poleg države in ugodnih posojil iz Bruslja je namreč lep del financiranja največjega investicijskega projekta pri nas še uganka. 15 bank nam torej ponuja posojilo, od tega jih je že kar 600 dalo zavezujoče ponudbe. Zdaj moramo zgolj preučiti, katera od teh bank ima najugodnejše obresti, katera nam omogoča, da med prazniki pokurimo limit, ter, najpomembneje, katera ponuja možnost personificiranih bančnih kartic. Komaj dober teden potem, ko smo z udeležbo na evropskih volitvah dobesedno pometli z zadnje uvrščenimi Slovaki, je predsednik Pahor za prihodnje državnozborske volitve predlagal nov volilni sistem. Smo pred tem, da se odločimo za državnozborske volitve. Ali bomo volili po starem sistemu z 88 okraji, ali bomo šli na novega, kjer bomo volili tako, kot volimo na evropskih volitvah. Navdih za nov volilni sistem, kjer boš poleg strankarske liste lahko všečkal tudi posameznega kandidata, je predsednik Pahor dobil na Instagramu, kjer lahko poleg sledenja profilu všečkaš tudi posamezno sliko. Logično. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!